Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa prve lige Telemach. Pozdrav iz Domžalskega športnega parka, kjer je pred nami drugo srečanje tega aktualnega 34. kroga našega državnega prvenstva. Kalcer, Radomlje in Celje se bosta pomerila. Tekala v kazenski prostor, pa zdaj proti napad Radomljanov. Mrkonič je podaljšal do Pogačarja, to je nevarno. Čalošić s podajo na levo stran, Prohuli je pred vrati, sijajna priložnost, Kuzina strelja in potem še strel škaricami Kuzine, ki pa je bil, kot kaže, v prepovedanem položaju. Zabil ravno Radomljanom. Mrkonič je krenil proti napad, priložnost za Prohulija, Prohuli strelja in na koncu Rozman. Larti je, mislim, da pošteno Svetlin s podajo na desno stran Neneju. Nene, Medved, Velič je imel tule na koncu precej dela. Ni en sam remi Celja na tujem. V Kopru pred dobrimi 7 meseci so remizirali. Guzina pa gre sam proti vratom. Guzina strelja, Radomlje vodijo. Toda ne, offside. Vendar le potem, ko je bila žoga že v mreži dvignjena zastavica. Ne, zadetek, vendarle brez prepovedanega položaja. 1-0 za Radomlje. Stojinović je tule v Pogačarju, Pogačar. In kaj bo zdaj dosodil Šabanagić. Kaže, da Sokler gre ponovno na ogrevanje, ne bo vstopil. Kuzina pa ima novo priložnost. Kuzina strelja, 2-0, še enkrat Gedeon Kuzina, ki je Celjanom v tej sezoni zabil že 3 zadetke. Takole se veseli gola po novi napaki v celjski obrambi. Znova so pozabili na Gedeona Kuzino in ta je to znal izkoristiti. Radomljani. Pa nova priložnost, sam gre Pogačar proti vratom, Pogačar strelja, Rozman rešuje, še je nevarno. In potem strelj prek vrat Ševlja. Dobra igra Pogačarja. Tole je morda priložnost za Celjane, da se približajo. Stojinović bi lahko svoj 100. nastop v prvi ligi tule kronal zadetkom, pa je sprožil visoko prek vrat. Ale današnji poraz bo hkrati tudi... Sokler je zdaj sam pred vrati in zadev je Sokler. V 94. minuti so Celjani prišli do znižanja, Sokler pa do svojega 7. zadetka, skupaj v tej sezoni 6. v prvenstvu, enega je namreč zabil še v pokalu in je skupno gledano v vseh tekmovanjih najboljši strelec Celja v tej sezoni. Nermin Bašić, najprej čestitke za zmago in preden se povsem posvetimo tekmi, beseda dve še o vašem intervjuju. Pred tekmo slišali smo vas v zelo dobri slovenščini govoriti, lahko kaj podobnega pričakujemo zdaj tudi v nadaljevanju? Ja, hvala vam, res sem zadovoljen, moram, spoštujem to zemljo, lepo se osjećam i želim si govoriti čim več slovenski. Ja, hvala lepa, čestitke tudi z naše strani in jasno pohvala. Povejte nam zdaj, kako ste zadovoljni z igro svojih fantov na tej tekmi. Nova zmaga, 3. zapored že, še nekaj, kar Radomljem doslej v prvi ligi še ni uspelo. Zelo sem zadovoljen sa celom tekmom. Bili smo igrivi, bili smo kompaktni, agresivni, igrali smo onako kako si želimo. Posest žoge sa hitnim tranzicijama, sa dost priložnosti. Mislim da smo si sasvim zasluženo izgarali te 3 pike, ja bih rekao. Fantom kapa dol, posle Štežane. Ta teden treninga zelo težak, zelo emotivno prazan i
danas ekipa presenečenje i karakter, kapa dol mojim fantom. Ja, ravno to, nekako ste se bali, da ste se morda skupaj s fanti nekako preveč izpraznili za zadnje 2-3 kroge, ampak danes na igrišču temu ni bilo videti tako. Očitno ste odločeni morda prvenstvo celo končati v zgornjem domu lestvice. Ma veste kako, ker en cilj izpolnite, rabite drugi cilj. I sam takoj torek zalepo v garderobi, želimo si 5. mesto. Moraš imeti v življenju ambiciju, moraš imeti cilj i imamo zdaj to i danas fantje res lepa tekma, dobra tekma i kapa dol, sve čestitke mojim igralcem. Dermin, boj za naslov je seveda še zelo odprt. Vas zdaj čaka gostovanje v Kopru v naslednjem krogu. Mariborčani so bili nemalo presenečeni nad vašim pristopom v Ljudskem vrtu na zadnji tekmi. Verjetno boste skušali dati vse od sebe, zdaj tudi na Bonifiki. Ma bomo sigurno, zbog lige, zbog Maribora, zbog Kopra isto. Želimo si da bude prvak ko se to res zasluži. I obe ekipe si zaslužijo tega, tako Radomlje bo igralo odprto, dobro, pošteno do konca i želimo da si ljudi vide od Radomlja čim več. Simon Rožman, 2-1 v Domžalah za Radomlje. Kaj reči ob takšnem porazu? Nekako videti je bilo, da je predvsem padla zbranost v obrambi pri obeh zadetkih, podaje v prostor in nogometaš gre sam proti vratom, tudi zabije. Kaj ste povedali fantom takoj po tekmi in seveda kako ste videli to samo srečanje? Jaz v prvi vrsti bi čestitao domačinu na zasluženi zmagi. Mi apsolutno, bom rekel, nismo bili na nivoju. Tisto, kar sem si želel, bom rekel, pred tekmo, da na vsaki tekmi, zame osebno je vsaka tekma pomembna. Mi enostavno igralce zgleda, da nisem uspel prepričati, da je tekmovanje traja 36 krogov in da se treba pač na vsaki tekmi metati na glavo, če želiš biti uspešen. Enostavno mi to, bom rekel, pred tekmo ni uspel in rezultat tega je, bom rekel, danes poraz in, bom rekel, zelo velika nemoč na terenu. Kaj bo zdaj vaša glavna naloga pred naslednjo tekmo, ko boste znova gostovali v Domžalah prihodnjo nedeljo? Kot sem rekel, nekako poskušamo selekcionirati, bom rekel, igralce, ki si želijo igrati nogomet. Nekako bomo poskušali jih prepričati v to, da je vsaka tekma bom rekel, v profesionalnem športu zelo pomembna, mogoče celo zadnja v karieri in na ta način nekako želim sam funkcionirati, ampak enostavno vidim, da mi, bom rekel, v tem prepričevanju ne uspeva in jaz upam, da bomo pač naslednji teden tukaj v boljšem stanju. Andrej Pogačar, čestitke za zmago, to je že vaša 3. zapored v državnem prvenstvu. Najprej seveda nekaj besed o tem srečanju. Trener se je pred tekmo spraševal, ali boste igralci še imeli dovolj moči, ali boste še dovolj pripravljeni tako psihološko kot telesno, ampak danes je bilo videti, da ste še vedno pravi. Ja, najprej hvala za čestitke. Danes smo odigrali zelo dobro tekmo. Mislim, da smo od prve minute do zadnje kontrolirali dogajanje na igrišču. Motivacija ni sploh vprašljiva, imamo nov cilj, tako da ja, danes smo dali vse od sebe in odigrali zelo dobro tekmo. V drugem polčasu se vam je ponujalo kar precej prostora, na ta način ste zabili tudi 2 gola, tudi vi ste enkrat krenili sami proti vratom, vas je celo presenetilo to, kako porozni so bili pravzaprav Celjani v obrambi v nadaljevanju? Ja, mislim, da je tukaj veliko vlogo odigral ta rdeč karton, da se je poznalo, da smo imeli igralca manj. Imeli smo veliko več prostora posledično in prihajali do velikega števila priložnosti. To, da sem prišel v priložnost, moram priznati, da me je presenetilo. Prihajam redko v priložnosti, ampak bom delal na treningu na tem, da bom naslednjič izkoristil priložnost. Andrej, imate pa priložnost, da res pošteno posežete tudi v boj za naslov, kajti vemo, da v naslednjem krogu gostujete v Kopru. Ja, šalo na stran. Dali bomo v Kopru, bomo tudi probali, kolikor smo odigrali danes, dali bomo vse od sebe in upali, da zagranimo življenje tudi Koprčanom. Dušan Stojinović, vaš 100. nastop je bil to v prvi slovenski nogometni ligi, pri teh letih zares častitljiv jubilej, čestitke z naše strani, ampak po drugi strani danes na tekmi ni šlo vse po vaših željah, vse preveč napak je bilo danes, vaša ocena tega srečanja? Ja, dokaj slaba, mislim, da ta tekma je danes za pozabo. Nismo pokazali tiste prave borbe, pravega žara, enostavno borili smo se sami s sabo, kakor več z njimi.
Simon Rožman pravi, da vas igralce prepričuje v nekako bolj motiviran pristop, ampak na tekmah nikakor ne steče, čemu vi pripisujete te zadeve. Ne vem, enostavno to je res dobro vprašanje, tudi sam nimam odgovora na to. Mogoče moramo to bolj vzemati resno, mislim, to je konec koncev naša služba, moramo biti zmeraj 100%, kar mi danes definitivno nismo bili. Dušan, kako se zdaj, predvsem v psihološkem smislu, pripraviti na naslednje gostovanje ponovno tu v Domžalah? Treba je iti vsako tekmo na zmago, to tekmo je treba čim prej pozabiti, se znova zbrati in iti na polno v teden, da smo na naslednji tekmi pravi.